Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji s farmacevtom za zdravje. Danes smo se odpravili v lekarno Sveti Jurij ob Pšavnici, kjer nas je seveda prav prijazno sprejela vodja lekarne magistra farmacije Polonca Fijala Novak. Dober dan. Lep pozdrav tudi vam in seveda lep pozdrav našim gledalcem. Zdaj, danes bomo nekako govorili o visokih poletnih temperaturah, ki smo jih bili sedaj v teh tednih in mesecih že kar nekaj deležni. In za začetek vprašanje, kako naše telo nekako vzdržuje temperaturo? Tako je, izbrali smo temo, verjamemo, da bo leto še aktualna, da so temperature, ki so pred nami, še vedno kažejo kar visoko nekako številko. In kot ste sami rekli, kar nekaj vročih dni, tednov je že za nami. Tako da ja, dejansko bomo danes pregovorili o tem, kako se zoperstaviti tej vročini, kaj storiti in tudi kako se pravzaprav ohlajati. In zdaj, če se vrnem na vaše uvodno vprašanje, kako se naše telo lahko ohladi oziroma kako dejansko to reguliramo. Naj povem, da je naše telo izjemno, tako bom rekla, pametni ustroj. Ima termostat, če po domače nekoliko poveva, vsak ima termostat v možganih, v glavi in tam dejansko sprejema signale iz zunanjega sveta, iz notranjega sveta in s tem nekako regulira temperaturo. Zdaj, kako bomo to regulirali? Tisto poglavitna fiziološki proces regulacije je zagotovo sploh poleti znojenje. Torej včasih ljudje rečejo, znojim se, me moti. Ja, dejansko znojenje nekako, bom rekla, mogoče nekoliko na prvi pogled neprijeten proces, pa vendarle je izjemno koristen, pravzaprav nujno potreben za preživetje v poletni vročini, kajti kadar mi dejansko se znojimo, znoj se nam na telesu suši ali pa posuši oziroma nam s tem dejansko nas ohladi in se temperatura telesa tudi zniža. To se pravi, če znojenja ne bi bilo, bi naš termostat kazal veliko višjo temperaturo in pravzaprav vemo, da pregrevanje telesa do neke točke je dokaj, bom rekla, še sprejemljivo, nekje pa je meja in tam dejansko tudi nastopi kritična faza, ko lahko pri pregrevanju nastopi tudi, bom rekla, smrt. Katere pa so nekako tiste ključne nevarnosti previsokih temperatur? Ja, iz tega potem tudi sledijo seveda tiste nevarnosti, ki nam nekako pretijo v poletnih mesecih, v tistih vročih dneh, še posebej, če nismo toliko pozorni. Zdaj govoriva predvsem o recimo možganski kapi, vročinski oziroma možganski kapi, vročinski kapi, vročinski izčrpanosti, ki je še veliko bolj, bom rekla, pogosta. Da ne govorimo o sončarici, glavobolih, ki so z poletno vročino izjemno povezani, krči v mišicah, v nogah, to se pravi v poletnih mesecih prihajajo, kar bom rekla, do izraza. Kakšni pa so simptomi nekako teh omenjenih vročinskih težav? Ja, zdaj seveda govorimo o tistih ekstremnih temperaturah, bom rekla, na 30 stopinj Celzija, ko kaže termometre zunaj, je lahko za nas, bom rekla, že tisti alarm ali pa signal, da smo nekoliko bolj pozorni. Še posebej, bom rekla, izpostavlja kronične starejše bolnike, srčne bolnike, da ne govorimo o otrocih. Tudi otroci so tisti, ki imajo to sposobnost znojenja še nekoliko, bom rekla, v razvoju in je tudi hitrejša ta temperatura lahko pri njih dejansko tvegana oziroma težavna. Zdaj, tudi bodimo pozorni, ne samo včasih do reče, ni bilo toliko vroče, ampak pozabljamo na zračno vlago. Višja kot je vlaga, težje potem to proces znojenja poteka in tudi težje se potem mi hladimo. To se pravi, nekoliko lahko normalna temperatura, pa zelo visoka vlaga, pa smo spet na enakem tveganju kot pri visokih temperaturah. Zdaj, kakšna je simptomatika? Sila podobno lahko rečem, če začnemo mogoče s tisto najhujšo obliko, ki sva izpostavili, to je vročinska kap, je lahko rečeva tvegana težava oziroma ne bom rekla bolezen, simptomatika, ki se pojavi, kadar je človek dolgo izpostavljen, lahko tudi v senci, ne bom rekla, da samo govorimo konkretno o soncu, ampak o visokih temperaturah. To se pravi izpostavljenost visokim temperaturam, zmanjšan proces znojenja ali zaradi zračne vlage, zaradi oblačil, zaradi dejansko tudi kakšnih težav pri ljudeh. Starejši ljudje vemo, včasih opozarjamo, sila radi oblečajo dejansko, kadar grejo kam, dejansko obleko, sploh moški, ne, in bom rekla, suknjič, srajca se lepo uredijo, kar je lepo in prav, vendar v poletni vročini
tudi to dejansko moti proces samega ohlajanja, samega znojenja. To se pravi, simptomatika, ki se pri taki vročinski kapi lahko pojavi, je lahko sila nenadna. Na hitro se zgodi omedlevica, ali pa bomo rekla, začeli bomo z vrtoglavico, glavobolom, močnim glavobolom, slabim počutjem, utrujenostjo in rdečico v obrazu. Bom rekla, celotno telo je pravzaprav pregreto, to se pravi rdečica. Na kar sledi zelo hiter puls lahko, temperatura, če bi takrat takemu človeku izmerili temperaturo, bi bila kar visoka. In to je tisti, bom rekla, ne bom rekla alarm, kajti alarm moramo dejansko prepoznati pri sebi že, kadar nam je vroče, kadar imamo težavo, ko čutimo, da se ne počutimo dobro in so visoke temperature. Kaj je pri takšni simptomatiki nujno potrebno? Absolutno senca, hlajenje, pri vročinski kapi tudi nujen, urgenten prevoz bolnika oziroma klicanje reševalcev oziroma dejansko obisk zdravnika. Drugače pa kakšno je hlajenje, ne govorimo samo, da ga damo človeka seveda v senco zagotovo, ampak govorimo o polivih z hladno vodo, govorimo o tem, da od človeka pravzaprav zavijemo v hladno, mrzlo, mokro odejo, to se pravi, da ga čim prej skušamo ohladiti. To je takšna najhujša, bom rekla, simptomatika, seveda pa, kot sva rekli prej, govorimo tudi o vročinskih izčrpanosti, ko so ljudje dolgo izpostavljeni nekim visokim temperaturam, predvsem govorimo o teh fizičnih delavcih sedaj, recimo kakšni ljudje, ki so recimo na avtocestah zaposleni, dejansko delajo tudi v teh hudih vročinah, nenehno pod soncem, nenehno pod visokim temperaturami, potenje, ker pač delajo je dejansko izjemno veliko, izgubljajo vodo, izgubljajo elektrolite, lahko prihaja potem do omedlevice, kolapsa in tako naprej. Tudi, da ne bova samo omenili fizičnih delavcev, greva tudi na nekoliko bolj mogoče prijetne stvari, to se pravi razna druženja, tudi poleti so druženja ali v notranjih prostorih, ki včasih niso hlajeni, ali zunaj kakšne v naravi, kakšne velike prireditve. Ljudje so nagneteni, je kar gneča, vročina in pogosto ljudje tam vidimo, da kolapsirajo, medlijo. To se pravi, ja, dolgo stojijo, vročina je huda, telo se pregreje in tukaj spet hlajenje, nekoliko je zglavje nižje od nog, to se pravi, da človeka položimo leže in noge privzdignemo, hladimo, hladna pijača in dejansko potem človeka tako oskrbimo. Če govorimo o tistih, bom rekla, nekoliko bolj vsakodnevnih težavah, pa seveda glavoboli, poleti izjemno pogosti, ne samo zaradi visokih temperatur, žal tudi zaradi neustreznega hlajenja. Včasih, ko pridemo kam, je sila mrzlo, to so dejansko hude temperaturne razlike, ko prihajamo iz zunanjega prostora v notranjost, ki je ohlajen, dejansko govorimo o 10 ali celo več stopinj nižje, nekje tolerirajo tam razlike 3 stopinj Celzija. Tudi ko se peljemo z avtom, izstopimo nekje, pazimo, da proti koncu vožnje klimo nekoliko damo na višje temperature, da potem ni tisti hudi preskok prehud. Za telo je to šok, glavoboli iz tega prav tako izhajajo. Sončarica, če omeniva poletni meseci, radi smo recimo, če gremo na morje, pa včasih tista ure, recimo tam od 11. do 3. ure popoldan, včasih bi človek kar bil na plaži, ampak takrat sonce najhujše pripeka in lahko prihaja do težav. Takrat je res boljše se takrat zadrževati v senci, kajti sončarica vemo, da je tudi nenadna težava, hude boleč, hudi glavobol, rdečica obraza, omedlevica, vrtoglavica in enako postopamo, kot sva rekli, hlajenje, požirki hladne tekočine, mrzel hladen prostor. Če še nekoliko omeniva te krče, ki sva jih prej že izpostavile, ljudje sedaj pogosto hodijo v lekarno, pravijo, noge me bolijo, imamo tečene, seveda tukaj v ozadju so tudi krčne žile, ki so v poletnih mesecih veliko bolj do izraza prihajajo. Pa razne, vemo, da zdaj je bilo veliko dela, kmetje so imeli veliko dela na polju, dejansko tudi ostali delavci, ki so pač nekako zaposleni ne v ohlajenih prostorih, zagotovo so bile ekstremne temperature. Potenje, kot sva rekla, je proces hlajenja in je normalno, da je prisoten, vendar moramo nadomeščati tako tekočino kot
včasih pozabimo tudi elektrolite. To se pravi, mi izgubljamo tekočino iz telesa, pa tudi elektrolite, ki so bistveni za našo normalno funkcijo telesa. Zato, ker to dejansko izgubljamo kalij, izgubljamo natrij, izgubljamo magnezij, zaradi tega prihaja potem do krčev, ki jih lahko potem z pravočasno oskrbo z tekočino in temi elektrolitskimi solmi zelo dobro pozdravimo oziroma dejansko težavo rešimo. Nekaj nasvetov ste že podali, kako si lahko sami pomagamo, pa kljub temu, če še nekoliko greva na to temo oziroma vprašanje. Torej, kaj vse lahko gledalke in gledalci še postorijo, da nekako se izognejo vsem omenjenim težavam? Ja, tukaj dejansko je v prvi vrsti preventiva. Zdaj mogoče gledalci ponavadi pričakujejo kakšen pripravek, ki se bi ga takrat, kadar se nam nekaj takega zgodi, vzeli. Tukaj moram reči, da bom danes nekoliko razočarala. Lahko pa vendarle nekoliko bolj skromna bom v tem, kajti pripravku dejansko, ko je težavo že prišlo, pravzaprav razen tekočine, hlajenja in elektrolitov ni. Razen, če sedaj pokukamo v homeopatsko lekarno, to se pravi homeopatska zdravila, so tukaj nekoliko v prednosti, lahko se pohvalimo tisti, ki se tudi ukvarjamo z homeopatijo. In mogoče izpostavim samo eno homeopatsko zdravilo, ki nam bo nekoliko, ne bom rekla, da nam je poznano, ampak nam bo že samo ime nekoliko znano, to je nitroglicerin. Homeopatski nitroglicerin, vemo, da je taki silovit, hitro začne učinkovati. To izhaja iz njegovega samega osnovnega delovanja. Vemo, da je nitroglicerin v osnovi eksplozivov, da torej učinkuje hitro, silovito, prihaja do eksplozij. Seveda pa iz tega potem izhaja tudi njegovo delovanje, ko ga ta nitroglicerin pripravimo na homeopatski način v homeopatsko zdravilo nitroglicerin. To se pravi, da ga uporabljamo. Nitroglicerin kot tak vedno povzroči, bom rekla, kongestijo, vedno povzroči rdečico obraza, vedno povzroči pulzacijo, to se pravi hiter puls pri človeku. In vse tisto, to vemo že iz osnove homeopatije, kar pri zdravem človeku neka zadeva povzroči, jo lahko pri bolnem z enako simptomatiko v homeopatskem zdravilu tudi pozdravi. To se pravi, nitroglicerin, homeopatsko zdravilo, bo zdravilo ravno to. Rdečico, ki prihaja, pulzacija, puls hiter, dejansko kongestija, glavoboli, in to smo rekli, je prisotno skoraj pri vseh teh vročinskih težavah, ki se pojavijo. To se pravi, takrat lahko, če imamo v domači ali potovalni lekarni, ja, takrat lahko vzamemo homeopatsko zdravilo nitroglicerin. To je dejansko opcija, imamo tudi v lekarnah na voljo. Seveda pa moram sedaj priznati oziroma posebej opozoriti, da pa vendarle prvenstveno stremimo k preventivi, to se pravi, da do težav sploh ne prihaja. Da se mi težav zavedamo, da vemo, kakšna je situacija v tistih visokih temperaturah in da pravočasno ukrepamo. Zdaj nekaj sva prej že povedali, pa morda še nekoliko strneva te misli. Zagotovo je bistveno pitje zadostne količine tekočine, govorimo predvsem o vodi. Voda je tista, ki nas odžeja in nas nekako odreši tistih muk, da tudi potem proces hlajenja lažje teče. Zagotovo vemo, da v poletnih mesecih kakšno pijačo drugačno tudi naročimo, tako odrasli kot otroci. Ne bom rekla, da je to napačno, vendar za žejo res poudarjam, pijemo izključno ali pa bolj ali manj vodo. Izogibamo se kofeinu, ne bom rekla, da kavice ne pridejo v poštev lahko, vendar v poletnih tistih visokih vročinah jih dajmo omejiti. Kofein, alkohol, tudi sladkane pijače dejansko imajo kar dokaj kontraefekt, to se pravi, vodo iz telesa dejansko spet nekako odženejo, kar je potem pravzaprav kontraefekt, kot ga mi želimo. Zagotovo zadrževanje v hladnem prostoru, v senci, sploh ko smo na dopustu, res gledamo, da v tisti špici vročine ne bomo nekje zunaj. Predvsem, še enkrat poudarjam, bodimo pozorni na otroke, na starejše bolnike, kronične bolnike. Tukaj izpostavimo tudi vožnjo z avtomobilom. Avto vedno prej, ko sedemo van, prezračimo. V avtu se temperatura dvigne, vemo, da lahko čez 50 celo več, da ne govorimo o asfaltu. Včasih vidimo otroke, ki bosi tekajo, recimo normalno po pesku in tako, potem nevede stopijo zraven na asfaltiran ali pa tlakovec doma pri domači tudi hiši in lahko tlakovec in asfalt dosežete tudi tam do 70 stopinj Celzija. To se pravi, to so lahko hude opekline. Bodimo pozorni na to, avto prezračimo, kot pravim.
In nikoli res nikogar ne puščamo v avtomobilu. Tudi če imamo namen samo stopiti za minutko, lahko se karkoli mi zgodi, nikoli ne bo v avtomobilu nihče zaklenjen. To je pravzaprav prav tako bistveno v poletnih mesecih. Seveda ne pozabimo tudi na naše domače živali. Živalice prav tako se same ne morejo braniti pred poletno vročino, namenimo jim prav tako oskrbo z tekočino, z pravilno senco in oskrbo. Če pogledava še, kaj bi pravzaprav se dalo v tem smislu storiti, je zagotovo to, da, kot sva že rekli prej, pri oblačilih, lahka poletna oblačila, da dejansko, ne tista, ki dejansko so sintetične, nosimo bolj ali manj bombaž, ki lahko z nami dejansko diha. Zelo pomembno je tista opravila, ki jih moramo opraviti, službe in obveznosti seveda v poletnih mesecih ne bodo čakale, vendar pa so stvari, ki jih lahko preložimo na nekoliko bolj hladni čas, na nekoliko bolj hladne dni, ki bodo prav tako prišli. In res na nas je tisto, da znamo biti sami toliko odgovorni, razsodni, da vemo, kaj je v bistvenem trenutku bistveno nujno storiti in kar lahko torej počaka. Zagotovo pa, kot vedno rada rečem, telo nam vedno sporoča pravzaprav naše počutje, težave, ki se začnejo v telesu, nam vedno na nek način sporoči. Je pa res, da smo v današnjem času nekako pozabili prisluhniti samemu sebi. Morda je tudi v poletnem času, v času dopustov, neka možnost, realna možnost, da se nekoliko v to smer poglobimo. In tudi takrat bomo zagotovo videli, ko nam telo dejansko res sporoča, da je dejansko taka vročina, da je za zdravje lahko ogrožajoče in bomo zagotovo ostali potem v hladu oziroma v senci. Magistra Polonca Fiala Novak, najlepša hvala za vse danes podane informacije ter seveda koristne nasvete. Upava, da jih bodo seveda naši gledalke in gledalci upoštevali sedaj v teh vročih dneh. Do prihodnjega srečanja seveda nasvidenje in pa uspešno delo. Hvala lepa in lep pozdrav tudi vam, kakor našim gledalcem. Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, v tokratni oddaji s Farmacevtom za zdravje. V vašo družbo se ponovno vračamo čez 2 tedna, ko bomo pozornost namenili klopom. Do takrat, nasvidenje.